docentka doktorica Mateja Jemec-Tomazin, je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, deluje v terminološki sekciji, je pa tudi vodja jezikovno-tehnološkega razvojnega centra Jetrce, je soavtorica pravnega terminološkega slovarja, ki se raziskovalno ukvarja zlasti s terminologijo, pa tudi s frazeologijo. Z nami bo tudi Miro Romih, direktor podjetja Amebis, ki se že od leta 1991 ukvarja z jezikovnimi računalniškimi programi, ki jih vsi poznamo, pregledovalnik Vesana, več prevajalnikov, slovarjev, slovarskih portalov, tudi projekt eBralec je nastal pri njih, tako da bi jima kar predala besedo. Projekt, ki teče od maja letos, in sicer pripravljamo novi slovenski terminološki portal v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Ta projekt so napovedovali že res dolgo časa in na Ministrstvu za kulturo zanj rezervirali v celoti 4 milijone evrov. Zdaj ta znesek celo v zadnjih dneh nekoliko zmanjšujejo, ampak kljub vsemu neka večja vsota, ki naj bi uredila ali pa pomagala slovenskemu jeziku tudi v digitalnem okolju. Zato je pomembno, da bo ta projekt prinesel tudi rezultate res vsem nam. Midva z Mirom predstavljava terminološki del. Ker je terminologija pravzaprav področje, ki zanima res veliko ljudi in zadeva vse nas posredno, še bolj pa strokovnjake na posameznem področju, je ključno, da so vse informacije v terminoloških virih predstavljene verodostojno in na način, kot jih dejansko uporabljajo ljudje, zlasti strokovnjaki. Že v prejšnjem predavanju smo slišali, da so to tudi besede, ki jih uporabljamo vsak dan in da slovenska beseda ni nujno samo beseda, ki izvira res iz tistega bazena praslovanščine. V terminologiji se namreč prav s to težavo, kaj je slovensko in kaj bi moralo biti slovensko, tudi zelo pogosto srečujemo in vedno znova odgovarjamo, da je prvi cilj terminologije tudi uspešno sporazumevanje zlasti med strokovnjaki in potem še z vsemi ostalimi. Toliko samo za malo za splošen uvod, sedaj pa res na predstavitev našega projekta. Torej, v okviru tega smo si zastavili 6 ciljev, in sicer najprej, da izdelamo infrastrukturo terminološkega portala, da vanj vgradimo iskalnik, ki bo iskal po čim več slovenskih terminoloških virih, in konkordančnik, ki bo iskal potem po specializiranih korpusih, torej ne po vseh korpusih slovenskega jezika, ampak po specializiranih korpusih oziroma po korpusih, ki si jih bodo uporabniki lahko pripravili tudi sami. S tem povezan je drugi cilj, namreč izdelali bomo posebno orodje za luščenje terminoloških kandidatov. Terminološki kandidati so torej tiste besede, besedne zveze, ki jih dobimo, ki jih najdemo v strokovnih besedilih, katerih pomen ne poznamo, in jih potem lahko vozimo v urejevalnik za izdelavo terminoloških virov oziroma jih zberemo v nek geslovnik in se lotimo izdelave terminološkega vira. Seveda to je najpogosteje terminološki slovar, lahko pa tudi kaj drugega. Želimo si tudi izdelati smernice in navodila, da bi lahko terminološki vir izdelal tudi tisti, ki si to želi in ne vedno samo s pomočjo nekih specializiranih terminografov, in pa tudi pripraviti seveda vzorčne zbirke, ki bi olajšale izdelavo takšnega vira. Že omenjen je bil urejevalnik, torej nekakšen program, ki bi sestavljanje slovarjev olajšal in bil čim bolj intuitiven, da ne bi bil prezahteven. Seveda pa se najpogosteje ljudje obračajo na Inštitut za slovenski jezik z vprašanji, kaj neka stvar pomeni, kako lahko rečemo v slovenščini temu, in zato
vzpostaviti tudi terminološko svetovalnico, ki bo potekala preko terminološke svetovalnice. Na terminologišču bo pa prikazan odgovor tudi na terminološkem portalu. In pa seveda potem na koncu sledi vendarle načrt razvoja po izteku projekta in kako bomo ta terminološki portal nadgradili. Naše izhodišče je torej, da na enem mestu zberemo čim več specializiranih terminoloških virov. Obstaja sicer terminologišče, obstaja termalna, obstajajo še druga posamezna mesta, vendar so ti viri razdrobljeni in za marsikoga tudi nepoznani. Če že pozna dve večji mesti, pa verjetno vseh posameznih mest, kjer se terminologija lahko s pridom uporablja, jih ne najde. Potem je treba vzpostaviti nekako urejeno bazo s temi viri in ohraniti vse podatke iz tistih virov, ki jih bomo v času projekta tudi odkupili. Kar pa pomeni, da je to še kar velik izziv, saj sami vemo, da so slovarji med seboj precej raznoliki in da jih ne moremo kar tako enostavno poenotiti. Zlasti pri računalniški pretvorbi se s tem pogosto srečujemo, saj ne moremo reči nedvoumno, tukaj se pa že začne definicija, tole je samo zgled, to je sinonim, če ni to nedvoumno označeno oziroma ni zraven tudi nekega koncepta uvoda, ki bi nam razvrstitev podatkov jasno definiral. Ponuditi želimo odprto oziroma prosto dostopno strežniško infrastrukturo, torej urejevalnik, in pa zraven narediti čim bolj uporaben luščilnik za luščenje terminoloških kandidatov. Vse odprto dostopne slovarje bo moč izvoziti tudi lokalno, hkrati pa je naš cilj, da se omogoči tudi programska povezljivost za potrebe zunanjih aplikacij, na primer zlasti strojnih prevajalnikov, kjer potrebujejo od terminoloških virov recimo samo del podatkov, torej iztočnico na eni strani, slovenski termin in pa termin v tujem jeziku, torej ustreznik. Vključeni bodo torej novi slovarji, ki bodo nastajali nekako po časovnem načrtu, bo slovarski portal, terminološki portal dostopen od maja 2022 naprej, se pravi, takrat bo že možno poskusiti, kako delujejo te posamezne funkcije, sicer se pa projekt zaključuje ta čas predvideno avgusta 2022. Potem tisti stari slovarji, ki jih bomo uspeli, torej stari, to je v narekovajih, ampak ti slovarji, ki so že izdelani in bodo odkupljeni, prav za namen odprtega dostopa, se pravi, da si jih bodo lahko ljudje ravno tako naložili in jih uporabljali za prevajalnike ali neke druge programe. In pa potem seveda drugi slovarji, ki ne bodo odkupljeni, bo pa še vedno informacija dostopna tudi in prikazana na portalu. Ker je treba množico teh virov organizirati, smo se odločili za razvrščanje po sistemu CERIF, se pravi po pripisu področij, namreč neko vrsto je bilo treba izbrati, obstaja več klasifikacij, ta se nam je zdela dovolj smiselna in dovolj uporabna, da jo bomo lahko uporabili tudi na našem terminološkem portalu. To pa pomeni, da bo imel vsak slovar pripisano področje, tudi ker marsikaj bo pa lahko označeno tudi z dvema področjema, se pravi z dvema oznakama, saj imamo interdisciplinarne slovarje. Kdo so torej uporabniki terminološkega portala? Vsakdo bo lahko uporabljal, ne da bi se registriral, dostopal bo do vseh virov, ki na portalu bodo. Če pa bo želel uporabljati neke druge funkcije, ki jih terminološki portal ponuja, pa bomo ga prosili za registracijo. Ti uporabniki bodo lahko zastavljali terminološka vprašanja, lahko bodo uporabljali luščilnik, lahko bodo urejali svoj terminološki slovar.
Kot pomembna funkcija, da bo terminološki portal lahko deloval, je seveda tudi skrbnik slovarjev. To je pač član uredniškega odbora portala, ki bo tudi pomagal avtorjem. Potem posebna funkcija, ker bo izdelana tudi platforma za svetovanje, je tisti, ki ima pravico uporabljati to svetovalnico, da bo potem odgovor prikazan. In pa potem poleg urednika še glavni skrbnik portala, se pravi tisti, ki nadzoruje celotno programsko in pa tudi vsebinsko. Vse skupaj bo omogočalo tudi analizo in pripravo statističnih podatkov. Kot vemo, je to zelo zanimivo. Dnevno beležimo obiske na raznih portalih in dejansko nam to tudi kaže nek podatek, kako verodostojne, kako uporabne so informacije. Torej, na eni strani govorimo o portalu kot o spletni storitvi, dostopni vsakomur, na drugi strani govorimo o programski opremi, ki stoji za tem in bo omogočena, da si jo bodo uporabniki naložili tudi lokalno in pravzaprav postavili svoj terminološki portal in ga napolnili z vsebino. Torej, zahteva tega projekta je tudi, da se nekako omogoči razvoj, gradnjo tudi naprej, da ni to dokončno in se s tem res nekako razširi možnost izgrajevanja, urejanja virov. To se sliši zelo demokratično, je pa to seveda tudi velik izziv, kajti eno je, da je programska oprema na voljo, drugo je pa, kako jo napolniti z vsebino in zato je naš cilj, da pripravimo kakovosten terminološki portal. Že omenjeni urejevalnik terminoloških virov spet enako bo deloval. Ne bo ga potrebno naložiti lokalno, lahko bo deloval kot spletna storitev in bo deloval kot spletna storitev, hkrati pa bo omogočeno, da si ga nekdo naloži tudi lokalno in prilagodi za svoje potrebe. Potem isto velja za luščilnik, terminološka svetovalnica, vse skupaj seveda v okviru terminološkega portala. Vsi programi bodo kot izdelek naloženi na GitHubu v okviru slovenskega Clarina. Clarin.si ima končnico in tam bo to dostopno za tiste, ki to znajo uporabljati in jih to tudi zanima. Pri terminoloških virih sem omenila, da bodo nekateri viri tudi odkupljeni. Zdaj za ta del pričakujemo kar nekaj. Pardon, tole je šlo vendarle malo prehitro naprej. Ampak skratka, o odkupljenih slovarjih toliko, da si za odkup prizadevamo, čakamo pa še na pripravo pravnih podlag. Se pravi, pod kakšnimi pogoji bomo lahko avtorjem ponudili tudi neko finančno nadomestilo, da bodo prepustili svoj vir za namen odprtega dostopa. In smo že pri iskanju. Iskanje se zdi tako zelo trivialno, sedaj vsi nekaj vpišemo, vedno nekaj najdemo, torej nič novega, pa vendar. Prav z iskalnikom smo se že kar veliko ukvarjali, kajti kako iščemo danes je precej drugače, kot kako smo iskali še pred nekaj leti. Namreč s tem, ko se samodejno dopolnjujejo naša iskanja, smo veliko manj pozorni na to, kar napišemo, tudi jaz. Sama sem zelo vesela funkcije, da mi ni treba vsega izpisati do črke natančno, zlasti na telefonu. Pri terminologiji je pa to lahko zelo zavajajoče in dostikrat dobimo tudi napačne podatke, če nismo previdni, kaj pravzaprav iščemo. Funkcija samodejnega dopolnjevanja bo seveda omogočena, ampak hkrati vedno znova, zlasti pri nas v terminološki sekciji na Inštitutu za slovenski jezik, vedno znova uporabljamo, opozarjamo, pazite, kaj želite, poiščite, kajti marsikdo se na nas obrne tudi, saj nisem našel.
v bistvu pa ni iskal po pravilnih pogojih. Osnovno iskanje torej ostaja, da se išče po vseh elementih v eni iskalni vrstici, napredno iskanje pa bo imelo potem posamezne možnosti iskanja polj in seveda omogočene še dodatne filtre za slovarje oziroma za vire, ki imajo tudi druge jezike, da bo omogočeno iskanje po jezikih, da bo morda omogočeno iskanje po področjih, se pravi, da bomo vse slovarje, ki bodo vključeni na področje prava, na primer, ali vse slovarje, ki bodo na področje kemije, na področje biologije vključeni in jih bomo lahko preiskovali. Uporaba teh znakov, kot je zvezdica in vprašaj, bomo omogočili, vsi drugi znaki pa so se izkazali za tako redko uporabljene, da jih v terminološki iskalnik nismo sklenili vključiti, ker jih praktično nihče ne uporablja. Prav tako bomo zanemarili veliko začetnico, kar se zdi tudi samoumevno, ampak prav to lahko včasih povzroči tisto, ničesar nisem našel. No in sem očitno spet na tistem, kot sem bila prej. Gre naprej. Torej pri luščilniku in luščenju uporaba kot spletna storitev ali lokalno že omenjeno. Pri luščilniku pa bo novost oziroma prednost, ki jo bo terminološki portal omogočal, da bo procesiral vhodne korpuse, se pravi na samem mestu, na samem terminološkem portalu. To pomeni, da bo uporabnik določil svoja besedila, iz katerih želi luščiti terminologijo, kar pomeni, da bo svoja besedila pripravil že prej. Pripravili bomo navodila, v katerih formatih bodo rezultati luščenja najboljši, omogočali pa bomo dovolj širok nabor formatov, da bo luščenje uspešno. Ta čas se pripravljamo tudi na ročno označevanje terminov, ki bo omogočilo potem, da bodo tudi programi se naučili bolje prepoznavati, kaj je termin in kaj ni termin, ali gre za povezavo več terminov. Z tega bodo izluščeni terminološki kandidati, ki jih bo moč izvoziti lokalno, se pravi na svoj računalnik, ali pa jih uvoziti direktno v urejevalnik in nadaljevati z izdelavo vira. Dodati bo treba seveda tudi sezname stop terminov, tako imenovanih, se pravi tistih neželenih, ki jih ne želimo vključiti, oziroma bodo parametri dodani avtomatsko tudi za luščenje besednih zvez, se pravi termin je več kot ena beseda, navadno so pa tudi enobesedne. In potem se bo izvedla avtomatska pretvorba in označevanje besedil. To ne bo čisto sočasno ali v trenutku, to se je že pokazalo, da so to kar dolge stvari, zato bo uporabnik dobil nekako obvestilo, da je njegov korpus obdelan in bo lahko si ogledal rezultat luščenja. Kot rečeno, rezultat bojo terminološki kandidati. Ogledati si jih bo mogoče tudi v konkordančniku, se pravi, da bo na voljo tudi sobesedilo in potem se bo vsakdo odločil, kaj naj s tem počne. To bo, kot rečeno, na voljo registriranim uporabnikom in ne bo na voljo vsakomur, ki bo sicer obiskal terminološki portal, se pravi, da bi si kar ogledoval, kaj nekdo drug ta čas počne. V urejevalniku smo predvideli nekako 3 sheme. Ena naj bi bila osnovna, preprosta, se pravi, nekdo želi samo dvojezični terminološki slovar pripraviti, torej termin v slovenskem jeziku, termin v tujem jeziku, ali pa samo termin v slovenskem jeziku in ga definirati. Nekdo bi želel imeti tako definicijo kot ustreznik in morda še kakšno informacijo, na primer oznaka podpodročja, to bi bila nekako ta srednja shema, in potem tista najbolj zahtevna shema, kjer pa je treba imeti tudi že kar precej jasno predstavo, kaj želimo izdelati kot terminološki vir. Namreč dostikrat se pokaže,
da pri izdelavi terminološkega vira o nekem pojmu vemo veliko in se nam zdi potrebno to vse dopisati. Naprimer, ko smo pripravljali pravni terminološki slovar, smo delali zelo z razgledanimi ljudmi in se je za določen pojem pojavilo znanje, da je to obstajalo tudi na Bavarskem v 13. stoletju. In se je zdela ta informacija tako zelo pomembna, da jo je treba na vsak način vključiti. Ampak za vsak pojem, vključen v pravni terminološki slovar, teh vseh podatkov nismo imeli. In pri vključevanju dodatnih informacij je treba vedeti, da so te informacije smiselne samo, če so lahko zagotovljene za celoten terminološki vir. Če pa jih imamo samo za nekaj terminov, potem pa tudi tistemu pojmu, kjer so pripisane, niso dovolj oziroma so bolj kot ne z vidika celote moteč element, to govorimo na narekovajih. Potem bo v urejevalniku nekakšna avtomatska kontrola toka podatkov, se pravi prek teh uredniških vlog, kdo je urednik slovarja, kdo je avtor slovarja, in pa, ko bo nekdo rekel, to je zaključeno, zdaj to želim objaviti, se bo vključil uredniški odbor in bo pregledal formalno, ali so konkretno izpolnjena vsa polja, ki jih je izbral uporabnik v tej shemi, v eni od treh, ali obstaja, ne vem, prevelika stopnja istih zadetkov, naprimer, da bi nekdo kar prepisal celoten slovar, ki je že objavljen, to bomo tudi kontrolirali, da ne bi imeli podvojenih slovarjev. No in potem bo omogočen uvoz in izvoz podatkov v različnih formatih. Tisti, ki ste kadarkoli že izdelovali kakšen vir, veste, kako je človek najbolj srečen takrat, ko mu računalnik zablokira. To sem se s tem soočila sama danes in se podatki ne shranijo. Oziroma pobrišemo kaj preveč, zato bo omogočeno tudi sledenje spremembam oziroma bo beležena zgodovina sprememb, da se lahko vrnemo na stanje pred tem. Pri svetovanju pravzaprav ohranjamo način, kakršnega imamo v terminološki svetovalnici, torej postavljeno bo terminološko vprašanje prek obrazca, na voljo bo registriranim uporabnikom in na to bomo potem terminološki svetovalci odgovorili oziroma se po potrebi posvetovali s področnimi strokovnjaki in bo odgovor na voljo in prikazan tudi na portalu in v terminološki svetovalnici. Omogočen bo tudi izvoz celotne zbirke že doslej objavljenih odgovorov. Sam način potek svetovanja pa, ki bo izdelan v okviru programske rešitve, ta pa ne bo viden vsakemu uporabniku, kot rečeno. Kar se tiče smernic, to je teorija. Vzorčne zbirke pa bodo njena uresničitev. Se pravi, z vsako vzorčno zbirko si bomo prizadevali, da bomo pokazali, na kakšen način po naših izkušnjah lahko najbolj uspešno izdelujemo terminološke vire. Na eni strani moramo imeti dobra besedila. Še vedno velja, če damo slaba besedila v korpus, ne moremo pričakovati dobrih rezultatov. To konkretno za terminologijo pomeni, če ne bomo imeli verodostojnih znanstvenih člankov, če ne bomo imeli doktoratov, katerim zaupamo, če ne bomo imeli učbenikov, ki jih uporabljajo, ne moremo pričakovati, da bo avtomatsko luščenje dalo na voljo besedila oziroma terminološke kandidate, s katerimi bomo zadovoljni. In potem dobimo tisto, saj tako tega nihče ne uporablja. Po drugi strani, če damo preozek krog besedil oziroma preozko področje, ne moremo dobiti terminologije, ki bi pokrivala celotno področje. Recimo medicina je preširoko področje, da bi lahko ga samo z nekaterimi učbeniki pokrili. Hkrati bomo tudi v smernicah svetovali, kaj narediti z besedami oziroma s termini, ki so nekako splošni, ki jih uporabljajo več strok.
To ne pomeni, da se konkreten uporabnik ne bo smel odločiti in vključiti vsega, kar bo našel. To je še vedno njegova odločitev. Vendar naš nasvet je, če govorimo o področnih terminoloških virih, naj se res dotikajo tistega področja, naj bodo povezana s področjem, kajti takšna informacija je veliko bolj zanesljiva, kot če želimo recimo sestaviti vir, ki ima dvakrat več iztočnic, kot jih ima na primer Slovar slovenskega knjižnega jezika. Se pravi, ali pa da ima neko področje polovico obsega Slovarja slovenskega knjižnega jezika, pri tem smo seveda takoj v dvomih, ali gre res za ozko področje, ali je vključeno preširoko. Ljudi bomo spodbujali tudi, da naj zapišejo svoj koncept. To ne pomeni, da bodo morali sestavljati za vsak objavljen vir neskončne traktate, ampak po čem so se odločali, kaj so vključevali, kaj so želeli vključiti, kdo vse je sodeloval, se pravi nekaj metapodatkov v vsakem viru bo treba izdelati, zato da bo ta vir postal verodostojen. In hkrati bomo spodbujali, da to ne bodo objavljeni projekti samo nekaj iztočnic. Namreč to verjetno me bo Miro lahko takoj potrdil na Termaniji, kjer urejevalnik za izdelavo slovarskih virov, ne zgolj terminoloških, že obstaja. In veliko projektov je odprtih, ki pa se končajo z vnosom nekaj geselskih člankov, slovarskih sestavkov, kot jim rečemo na inštitutu, in se potem zaključijo oziroma se ne nadaljujejo, niso pa zaključeni. Se pravi, poskusov z nekaj ustavljenimi termini ne bo moč opazovati že tudi na portalu. Med vzorčnimi zbirkami izdelujemo tudi davčni slovar, ki je načrtovan, da bo objavljen v celoti, bo pa prikazan tudi en del računalniškega slovarja. Hkrati bomo izdelali tudi specializirani korpus jezikoslovnih monografij, ki bo na voljo recimo za luščenje terminov z področja jezikoslovja. Naša želja je, da bodo vsa navodila za uporabo portala tudi grafično dovolj zanimiva, intuitivna, jasna, da ne bo težav pri uporabi in da bodo uporabnika vodila in mu pomagala. V bistvu sem malo pohitela, ker nisem vedela, kako bo s tole tehniko. Še naj povem, kdo vse sodeluje pri našem projektu. Konzorcijski partnerji smo Amebis, Fakulteta za elektriko in računalništvo, Inštitut Jožef Štefan, Fakulteta za računalništvo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in pa Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU. Hvala, zdaj pa morda me Miro še dopolni pri stvareh, kjer sem bila premalo natančna, potem pa morda kakšno vprašanje. Ja, zdaj tako prepustimo to kar poslušalcem, kjer pravzaprav imajo vprašanja, pa bomo potem odgovorili. Jaka Čibej, v klepetalnici lahko si tudi sami pogledate, jaz bom pa prebrala. Omenjena je bila statistična obdelava podatkov o obisku terminološkega portala in uporabnikovih dejavnostih na njem, s čimer bi preverjali verodostojnost informacij na portalu. Lahko prosim nekoliko podrobneje pojasnite, kaj ste s tem imeli v mislih. Bodo imeli uporabniki možnost, da na hitro ocenijo podatke v slovarju kot ustrezne ali neustrezne, ali bo njihovo sodelovanje omejeno le na zastavljanje vprašanj? Hvala za vprašanje. V tem delu sem bila res morda premalo jasna. Eno je statistično beleženje obiska in uporabe potem posameznih virov, kar bo dokaj avtomatska dejavnost. To ne bo neposredno dajalo informacij o verodostojnosti posameznega vira. Pač pa bo omogočeno tudi oddajanje vprašanj, komentiranja posameznih virov, se pravi, da bo omogočen nekakšen dvogovor, dialog
z avtorji slovarja oziroma z uredniškim odborom terminološkega portala o posameznem viru, o posameznih terminih. O tem moramo konkretno najti še rešitev, namreč za odkupljene vire bodo obstajali skrbniki teh slovarjev, ki pa ne morejo dajati verodostojnih informacij o vseh terminih, ki so v ta vir vključeni. Se pravi, te informacije bomo poskušali najti naprej pri avtorjih, tam, kjer bodo pa avtorji sami želeli aktivno sodelovati, bo pa seveda ta dialog lažji in neposreden. Torej, načeloma ja, seveda, komentiranje bo omogočeno, bo vzpostavljen dialog, odgovor bo pa odvisen od vira do vira. Morda samo toliko, verjetno nam je vjaka v mislih še to, kako pravzaprav preko uporabniških oziroma preko uporabe terminologije ocenjevati, koliko je nek vir verodostojen. Torej ne samo komentarje, vprašanja, ampak na nek način tudi ocenjevanje, ne. Se pravi, da bi ne ocenimo mi ročno kvalitete slovarjev naprej, kot skrbniki portala, ampak da lahko pri tem sodelujejo tudi uporabniki in glasujejo, recimo. Tako da tudi to je nekaj predvideno, je pa tukaj težko reči, kateri algoritem bo najbolj pravi, ker s tem smo se ukvarjali že kar mogoče 10 let nazaj na Termani, pa pravzaprav nismo, rekel tako, našli nekega zadosti dobrega algoritma, ki bi dajal res relevantne ocene o kvaliteti slovarja. Mogoče tudi zato, ker so bili ti slovarji na Termani zelo raznoliki, oziroma so še, ne, od splošnih terminoloških, enojezičnih, večjezičnih, tako da v bistvu, rekel, tukaj so se pojavile neke zlorabe, kjer so nekateri uporabniki pravzaprav namenoma glasovali, da so svoj slovar povzdignili in tako naprej. Tako da nekaj imamo v planu, zdaj kakšen bo končni algoritem, pa pravzaprav moram reči, da nimamo še prave ideje, v planu pa je nekaj narediti na tem področju, tako da zdaj upam, da smo ti Jaka odgovorili. Ja, tudi mi se veselimo v bistvu tega projekta, ki pa se kaže, da je kar zahteven, no, in da upajmo, da bo čim manj težav, ki bi ovirale v bistvu končni rezultat. Ne gre za to, da terminološkega portala ne bo. Je pa zelo pomembno, da vsi čim bolj kakovostno sodelujemo in v bistvu prispevamo tisto največ, da bo rezultat v končni fazi najboljši. To pa seveda ne pomeni, da nenadoma ne bo terminologije nikjer drugje, nikakor. Ampak spodbuda pa je, da bi bila povezana terminologija na enem mestu. Je še nekaj pohval v klepetalnici. Darja Erbič čestita, se veseli napredka. Ja, mogoče še jaz vprašanje, no. Tudi v zvezi s, mogoče se navežem na Jako, no, spraševal je, kako vemo, kateri slovarji so tisti, ki so bolj verodostojni ali pa ne. Če se prav spomnim, vsaj pač na inštitutu imamo včasih izkušnje, ko se kakšna skupina ali pa kakšen posameznik zelo trudi pač nekako vzpostavljati svojo terminologijo, čeprav se kdo s tem ne strinja. Kaj se recimo zgodi oziroma kakšni so mehanizmi, kako najbolje preprečevati to, da bi, ne vem, nastalo na portalu 5 slovarjev za, ne vem, isto področje, pri čemer vsak svojo terminologijo na nek način spodbuja, no. Saj vem, da to pač ni prevladujoča situacija, da terminološki dogovor vendarle največkrat funkcionira, ne. Ampak včasih so pa tudi izkušnje, ko pač je kdo prepričan, da so kakšni puristični, ne vem, termini bolj primerni ali pa kaj podobnega, no. Kako, mislim, s kakšnimi nasveti boste take uporabnike skušali mogoče preusmerjati ali pa? Zdaj, načeloma mi ne bomo preprečevali nastajanja slovarjev istega področja. Vendar, dokler ne bo uporabnik sklenil, da je ta vir njegov, ki ga izdeluje, primeren za uporabo, toliko časa pravzaprav mi tudi ne bomo vedeli, da se izrazim frazeološko, kam pes taco moli. Takrat bo pa pač odločilen
odločili na tisto, kar bodo naredili ali pa bomo oblikovali odločitev v okviru uredniškega odbora. Torej, če bo šlo dejansko samo za popravljanje, naprimer, terminov, ne, to se dostikrat se zgodi, da z definicijo, se pravi samim pojmom se strinjajo, poimenovanje je pa tisto, ki vzbuja neke spore, bo verjetno tukaj pa morala biti individualna odločitev. Ne bomo pa a priori preprečevali, slovar z področja botanike je že narejen, torej ne morete narediti slovarja z področja botanike. Ali pa recimo na drugi strani, v pravu smo že vse povedali, tega nikakor ne. Hkrati pa bo tudi preverjeno, če bo recimo praktično identičen slovar, spremenjena pa samo nekaj besed, nekaj iztočnic, kaj bomo naredili takrat. Lahko se zgodi, da so te pripombe dobrodošle, potrebne so res odkrite napake, takrat verjetno tudi avtorji sami, s katerimi bomo ostali v stiku, ne bodo imeli nobene težave, da bi pa samo nekdo spremenil vir samo zato, ker ga je izdelal kolega, to bomo pa skušali na vsak način vsaj nadzorovati, preprečiti verjetno tega čisto ne moremo, želimo spodbujati nastajanje terminologije, ne bo pa to prostor za prepire, ne bo to prostor za recimo, ne vem, tisto bitko, ki je ne morejo na akademskem polju v revijah rešiti. Ali pa ni mišljeno, da je to bojno polje za reševanje medosebnih težav. Ja, da splošno nočemo biti, ne bomo policaji, pravzaprav nad vsebino teh slovarjev, ne, jer bomo pač neke tehnične kriterije o velikosti, kot je Mateja omenila, zdaj, če bo tam samo 5 terminov, tak slovar pravzaprav ni smiselno objavljati, ne. Če bo pa zadosti velik, obsežen, dokaj kvaliteten, potem pa pravzaprav bomo objavljali. Zdaj na nivo posameznih gesel znotraj slovarjev se pa pravzaprav ne bomo vpletali, oziroma si niti nimamo pravice, ker gre konec koncev za avtorska dela in tako da mi bomo bolj skrbeli za tehnično plat, nek vrhni nadzor, ostalo bo pa stvar dejansko avtorjev oziroma področnih strokovnjakov, ne. Je pa, če mogoče sem še to dodam, ne, vsi viri, ki bodo nastali na tem portalu, se že uporabniki sami zavezujejo, da bodo dostopni odprto, se pravi pod licenco CC-BY-SA, torej, da bo dovoljenje za deljenje omogočeno pod pogoji priznanja avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji naprej. Ne, sej zdaj ne mislim, seveda nisem mislila, da bi si šli tukaj kakršnekoli policaje in koga zares omejevali, ampak tisto, s čimer se mi zdi, da se pač veliki portali velikokrat soočajo, je to, da uporabniki, sploh če stvari slabo poznajo, pa jih bolj redko obiskujejo, potem včasih ne znajo prav vedeti točno, kaj iščejo in kako, no, in da verjetno bo to itak z mehanizmi uporabe se že samo vzpostavilo, da bodo pač tisti bolj relevantni, večkrat uporabljeni in podobno, a ne. Ja, samo to hočem reči, da tukaj je se zanimivo polje zmeraj vzpostavljeno, pa ne zato, ker bi pričakovala, da se bo kdorkoli šel kakršnokoli policijo, no, seveda. Ja, saj mogoče sam kratek komentar, ker smo že končali, v glavnem en slajd sva spustila, ne, Mateja, to je ravno o razvrščanju zadetkov in pravzaprav sistem skrbi za razvrščanje, potem točno to, kar si Nina omenila, ne, da tisti slabši slovarji bodo padli na seznamu globlje dol, kar pomeni, da bodo uporabniki sami na nek način razsodniki, kaj in kako. Ja, saj to sem nekako pričakovala, no. Velja, hvala lepa. Ja, to je ta slajd, kjer mi je prej spet ponagajal program, skratka, na tak način naj bi se tudi sami zadetki lahko razvrstili od najbolj relevantnih do manj relevantnih, pa še vedno vsebujejo.